Po intenzivnem usklajevanju in dolgi zgodovini odličnih odnosov med Slovenijo in Črno goro tudi na obrambnem področju smo s kolegom državnim sekretarjem danes podpisala dogovor, da bomo skupaj nabavili letalnike Belin, tretjo generacijo letalnikov, ki so preizkušeni v Slovenski vojski in so tudi plod prejšnjega sodelovanja Ministrstva za obrambo z slovensko obrambno industrijo. Kar je posebej tukaj pomembno je, da je to prvi tak skupen nakup, nabava vladi, s katero Slovenija z prijateljsko državo nabavlja sisteme, ki jih bomo oboji skupaj uporabljali. Kot veste, tudi Slovenija in Črna gora sodelujeta skupaj v misiji Zveze NATO v Latviji. Naši vojaki sodelujejo na številnih vajah skupaj in Slovenija in Črna gora bosta tudi na tem področju naredila pomemben korak naprej v dobro vseh in kot sem dejal, je to tudi nek dokaz, kako na Ministrstvu za obrambo resno mislimo, ko podpiramo slovensko obrambno industrijo. Naj seveda spomnim, da smo tako v letošnjem letu kot v naslednjem letu zelo dramatično povečali število oziroma obseg sredstev finančnih za raziskave in razvoj in da seveda tudi bodoče se nadejamo še podobnih takih dogovorov. Torej ta zmogljivost seveda je operativno-taktične ravni za Slovensko vojsko, je izvidniška zmogljivost, je zmogljivost, ki je uporabna tako v klasične, tako imenovane vojaške namene in kot ste dejal, torej v namene podpore drugim elementom sistema nacionalne varnosti v Sloveniji in seveda tako bo tudi v prihodnje. To je pa tudi eden teh ključnih ciljev, kateremu sledimo v ministrstvu, da seveda zmogljivosti, ki jih nabavljamo ali uvajamo Slovensko vojsko, imajo to večnamenskost uporabnosti.